Mogoče se zdi smešno, toda Sveto pismo govori resnični živi veri in tudi nesmiselni veri. Poglejmo najprej nesmiselno vero. Jezus je govoril tudi o njej. Res je. Govori tudi o taki veri, ki je globoko v sebi popolnoma nesmiselna, ker iz nje nič ne zraste. V Jezusovem evangeliju beremo o Jezusovih poslušalcih, ki so začeli verovati v Jezusa. Ko je to govoril, so mnogi začeli verovati vanj. Jezus je učil Božjo besedo, resnico, kako naj mu sledijo. Na koncu pa jim je vseeno moral reči, da je njihov oče hudič. Vi pa ste od svojega očeta hudiča in hočete uresničevati njegove želje. On je bil od začetka morilec ljudi in ni obstal v resnici, ker v njem ni resnice. Kadar govori, laž govori iz svojega, ker je lažnivec in oče laži. To je nenavadno mesto. Mnogi so začeli verovati v Jezusa, toda Jezus jim je na koncu povedal, da imajo hudiča za očeta in hočejo izpolnjevati njegove želje. V njih ni bilo vere, ki bi prinašala spremembe. Kako je to mogoče? Po pogovoru z Jezusom so ljudje pokazali pravi obraz. Jezus nikoli ni samo učil, da bi ljudje nekaj verovali, ampak da bi imeli od svoje vere korist, blagoslov, napredek. Splošna vera v Boga, da obstaja, ali v Jezusa, da je umrl za naše grehe, ni dovolj. Vera, ki ne raste v zaupanju v Jezusa, ne da nobenih rezultatov. To je nesmiselna vera. Mnogi danes pravijo, da verujejo v Boga. Verujejo celo, da je Jezus umrl za grehe vseh ljudi. Toda na žalost nič več. To je nesmiselna vera, ker človeka ne pelje naprej, da bi rastel v veri. Vera, ki nas ne spreminja, je nesmiselna, nima koristi. Mi potrebujemo več kot samo vero v obstoj Boga. Mi se moramo resnično obrniti k njemu in iskati njegovo voljo. Drugače bomo še naprej duhovni temi ali kakor je Jezus rekel nekaterim pod hudičevo oblastjo. Tedaj je Jezus govoril Judom, ki so verovali vanj. Če ostanete v moji besedi, ste resnično moji učenci. In spoznali boste resnico, in resnica vas bo osvobodila. Odgovorili so mu: Abrahamovi potomci smo in nikoli nismo bili nikomur sužnji. Kako praviš ti? Postali boste svobodni. Jezus jim je odgovoril: resnično, resnično povem vam, kdor dela greh, je suženj greha. Suženj pa ne ostane pri hiši za vekomaj. Sin ostane vekomaj. Če vas torej sin osvobodi, boste resnično svobodni. Vem, da ste Abrahamovi potomci in vendar me skušate umoriti, ker za mojo besedo v vas ni prostora. Jezus prinaša resnico, ki lahko osvobodi človeška srca. Mnogih vezi, uničujočega greha, uči, da njegova resnica prinaša svobodo. Osvobaja nas duhovnega suženjstva, da bi bili svobodni v svojem srcu, da bi imeli živo vero, ki prinaša spremembe v naša življenja in življenja ljudi okrog nas. Mnogi ljudje imajo popolnoma napačno vero v Boga. Pravijo, da so verni, živijo v veri, da obstaja Bog. In to je vse. Kaj je resnična, živa vera? Živa vera ni samo prepričanje v obstoj Boga, ampak odnos z Bogom. Jezus je učence večkrat izzval, da so iskali več vere. Apostoli so rekli Gospodu:
pomnoži nam vero. Gospod pa mi je dejal, če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi, izruj se s koreninami vred in se presadi v morje in bi vam bila pokorna. Kar je Jezus učil in delal, je bil za učence velik izziv. Prišli so do točke, da jim ni ostalo nič drugega, kot da so ga prosili, naj pomnoži njihovo vero. Jezus jim je dejal, če bi imeli vero kot gorčično zrno, bi rekli murvi, naj se s koreninami vred presadi v morje in bi bila pokorna. Verjetno je vsem jasno, da mi ljudje nimamo takšne moči, vere, da bi lahko to storili. Ne gre, kako velika je naša vera, ampak da naša vera raste v živega Boga. Veri ni nič nemogoče, če je usmerjena v živega Boga in njegovo voljo. Živa vera se Bogu prepusti v varstvu. To je dejanje naše odločitve. Pomeni tudi zaupanje, nov odnos do življenja z Bogom, zanašanje na nekoga, računanje nanj, pomeni prepričanje in notranjo gotovost. Živa vera vodi v zvestobo in poslušnost Bogu, ki prinaša notranjo svobodo v naša življenja. To je velika razlika. Verovati v nekoga, da obstaja, ali pa nekomu popolnoma zaupati. Jezus je bil navdušen nad ljudmi, ki so mu verovali in popolnoma zaupali. Jezus se je veselil, ko je videl, da ljudje rastejo v veri. Ko je prišel v Kafarnaum, je stopil k njemu stotnik in ga prosil ter govoril: Gospod, moj služabnik želi doma hrom in hudo trpi. Jezus mu je rekel: pridem in ga ozdravim. Stotnik pa mu je odgovoril: Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Kajti tudi sam sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj ter rečemo temu: pojdi in gre, in drugemu pridi in pride, in svojemu služabniku stori to in stori. Ko je Jezus to slišal, se je začudil in rekel svojim spremljevalcem: resnično povem vam, pri nikomer v Izraelu nisem našel tolikšne vere. Povem vam, da jih bo veliko prišlo z vzhoda in zahoda in bodo sedeli za mizo z Abrahamom, Izakom, Jakobom v nebeškem kraljestvu. Sinovi kraljestva pa bodo vrženi ven v najzunajnejšo temo, tam bo jok in škripanje zobmi. Stotniku pa je Jezus rekel: pojdi in kakor si veroval, naj se ti zgodi. In služabnik je ozdravel tisto uro. Stotnik je bil verjetno pogan. Judje so jih imeli za nevernike, toda njegova vera je bila živa. Sigurno je slišal, kako je Jezus učil in delal. Njegova vera je zrasla do točke, da je popolnoma veroval in zaupal Jezusu. Bil je stotnik, poveljnik in je razumel svojo človeško oblast, moč. Toda še bolj je veroval in zaupal Jezusu v njegovo moč in oblast. Kakšna je naša vera? Živa ali nesmiselna brez napredka? Če so Jezusovi učenci prosili Jezusa, da naj pomnoži njihovo vero, koliko bolj potrebujemo mi, da Jezus pomnoži našo vero v današnjem brezvernem času v Jezusa. Jezus je učil o veri, ki murve, gore prestavlja. Govoril je nadnaravni, drzni veri, ki pušča nadnaravne sledove. Vera, ki proslavlja vsemogočnega Boga in prebuja živo vero na tem svetu. A verujemo samo v obstoj Boga? Potem je to nesmiselna vera, ki ne prinaša nobenega napredka, rasti. Bog nas vabi,
Naj napravimo korak vere in mu dovolimo, da nas uči, kaj je živa vera. V Svetem pismu beremo, ko je Marta vsa žalostna govorila Jezusu, da je Lazar že 4. dan v grobu in ima že zadah od razpadanja, jo je izzval. Jezus je rekel, ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala. Odstranili so torej kamen, Jezus pa je vzdignil oči in rekel, Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. Jaz sem vedel, da me vsele uslišiš, to je zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal. In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom, Lazar, pridi ven. In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povoji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel, razvežite ga in pustite, naj gre. Jezus želi našo vero, da raste, da spreminja in vse bolj zaupamo njemu. Ali verujemo, da je Jezus naš zveličar? To ni dovolj. Sprejmi ga za svojega osebnega odrešenika. Prosi ga, naj odpusti tvoje grehe, naj te vodi v novo življenje, vero in zaupanje v njega. Mogoče si pred težko, nerešljivo situacijo. Prinesi v molitvi to pred Boga. Išči njegovo voljo in njegovo pomoč. Rastimo v veri in zaupanju v živega Boga. Amen.